Slovenija tudi lani že drugič zapored ni dosegla nacionalnega cilja glede obnovljivih virov energije, to je 25-odstotnega deleža teh virov v končni porabi energije. Po podatkih Sursa jih je bilo lani le 24,6 odstotka. Manjkajoči delež dobrih 200 gigavatnih ur bo naša država znova odkupila od Češke in zanj plačala dobra 2 milijona evrov. Lani smo za manjkajoči del plačali dobrih 5 milijonov. V Sloveniji je postavljenih za približno 500 megavatov elektrarn na obnovljive vire energije. To pa je premalo, da bi z njimi dosegli ciljni 25-odstotni delež v končni porabi energije. Zato naš denar odteka v tujino, namesto da bi ga namenili za nove naložbe. Češki bomo v 2 letih za manjkajoče deleže v okviru Evropskega mehanizma statističnega prenosa obnovljive energije plačali dobrih 7 milijonov evrov. To so virtualni obnovljivi viri energije, ne pač neka možnost nekega lažjega izhoda, kakor plačevanje kazni. Smo dejansko na področju obnovljivih virov energije tako rekoč najslabši v Evropi. Nakup virtualne energije pa ni edini zapitek, ki ga plačujemo zaradi zgrešenih odločitev na področju zelene energije. Borzenova shema podpor za zagotovljen odkup elektrike iz sončnih elektrarn, ki je bila uvedena leta 2009, je po 5 letih propadla. Investitorji pa imajo do izteka 15-letnih pogodb še vedno pravico do izredno visokih subvencij. Borzen je doslej za 3800 malih proizvodnih enot na obnovljive vire izplačal že skoraj 1,3 milijarde evrov ali skoraj toliko, kot je stal TEŠ 6. Država enostavno ni, ko so cene opreme na svetovnem trgu za sončne elektrarne padle, ni znižala pravočasno zagotovljene odkupne cene. Delež obnovljivih virov energije bomo sicer morali do leta 2030 zaradi ambicioznejših ciljev Evropske unije na področju zelenega prehoda skoraj podvojiti. Ali in kako nam bo to sploh uspelo, nam na Ministrstvu za infrastrukturo niso odgovorili.